Živjo in lepo pozdravljeni v ponedeljkovem angelskem navdihu. Manca Razboršek je moje ime in sem avtorica knjige Angelski svetilniki, life coach in pa transformacijska mentorica ženskam, ki želijo aktivirati svojo žensko esenco, uživati v življenju in navdihovati druge. In danes je prav poseben dan, ker imamo po ne vem koliko letih polno luno in poletni solstici na isti dan. To sta dve močni energiji, ki nas odpirata nečemu novemu, kot en tak portal, ki se odpira nečemu novemu, hkrati pa pomaga spustiti vso tisto temo, senco, vse tiste stvari, ki nam ne služijo več. Tako da današnji dan je na nek način idealen za to, da pogledate, kaj vam ne služi več, kaj je potrebno odpustiti in kakšna je vaša vizija. Polna luna je namreč v Strelcu in Strelec je znamenje, ki gleda naprej, ki ima neko usmerjenost, ki ima neko vizijo in do tja prihaja skozi transformacijo, skozi močno transformacijo. Tako da, kje želite v svojem življenju transformacijo, na kakšen način želite priti do svoje vizije, in kako želite, da vas vse te energije potisnejo v nekaj novega, v nekaj, kar si vaša duša želi, kar si želi vaše srce. Tako da danes me res zanima, kaj imajo angeli za povedati za ta teden, ker vsaj jaz imam tak občutek, so zelo močne energije, ki vplivajo na vse nas, pa če se jih zavedamo ali pa če se jih ne zavedamo. Tako da poglejmo, kaj nam sporočajo angeli za ta teden. Prva karta je as ognja. As ognja govori o vznemirljivih novih priložnostih. Točno to, kar sem rekla. Nove priložnosti, nove možnosti, ki se odpirajo, čas za spremembo življenja. Se pravi, energija, ki podpira, samozavest, ki je prisotna, ko veste, da sledite temu, kar čutite, da je za vas prav. In vsekakor tudi, če poti še ne vidite, tudi če ne vidite, kam te stvari peljejo, dajte zaupati, da vedno sledite tistemu, kar je za vas najbolj prav. Ne glede na to, ali se vam v tistem trenutku to zdi ali ne, ali je vidno že, kam greste. Se veste, z vizijo je tako. Tudi Kolumb je imel vizijo, da bi prišel v Indijo po drugi poti. Se pravi, njegova vizija je bila jasna in celo špansko krono je uspel prepričati, da so to odpravo financirali. Odkril je pa nek čist nov svet, ki ga tudi najmanj ni pričakoval. Tako da včasih imamo neko vizijo, ki nas pripelje nekam čisto drugam, celo boljše, kot smo si predstavljali. Druga karta je kralj vode. Se pravi, čustva, ki podpirajo, in ta karta govori o tem, da je potrebno odpreti svoje srce, da je potrebno odpreti svoja čustva, da se nehajte biti zakrčeni. Zdaj, kako to narediti? Enostavno si date dovoljenje, da ne glede na to, kar je bilo, ne glede na pretekle bolečine, na pretekle slabe mogoče izkušnje, da si dovolite ostati odprti, da si dovolite uporabiti vso znanje in modrost, ki ste ga do zdaj pridobili, in da znate poiskati tudi pomoč, da znate poiskati nasvet, da znate poiskati resnico. Kaj je vaša resnica? In tega ne dobite preko razuma, to dobite preko srca. Tako da, ko ste vi vredni zaupanja, boste v svoje življenje avtomatsko pritegnili ljudi, ki so tudi vredni zaupanja. In dajte se vprašati, kje sami sebi ne zaupate, kje sami sebi mislite, da sami sebe okrog prenašate, in si iskreno to priznajte in potem se bojo tudi situacije in ljudje okrog vas začeli obnašati drugače. In še tretja karta. Trojka zemlje. Trojka zemlje,
ki govori o moči ustvarjalnosti. Se pravi, imamo energijo, ki premika, imamo čustva, ki to podpirajo, ko se temu odpremo, ko si dovolimo biti v svojem kraljestvu tisti, ki o vsem odločamo, in potem avtomatsko se stvari začnejo prizemljevati, postanejo konkretne. Prizemljevanje pomeni, da nekaj postane konkretno, in predvsem je pomembno tukaj pri trojki Zemlje, da uporabite ustvarjalno energijo, da na nov način stvari delate, ne tako kot vedno, ne tako kot ste do zdaj, ampak da poskušate nekaj narediti drugače, na nov način. Se pravi, nove priložnosti, čustvena odprtost in pa potem seveda nova potovanja, novi rezultati, drugačni rezultati, ki izhajajo iz tega, da boste drugače delali, da boste uporabili svojo kreativnost. Tako da v tem tednu vam želim oziroma vam predlagam, da res si date dovoljenje, da se odprete vsemu tistemu novemu, kar želite v svoje življenje povabiti. Saj to je vedno ena taka ponavljajoča tema na nek način. Tako kot že prejšnji teden, tudi ta teden odgovorim zdaj na eno vprašanje, ki sem ga izbrala in se zelo lepo poklaplja tudi s temi kartami. Tako da Liljana namreč sprašuje na področju odnosov. Z odnosi imamo vsi takšne ali drugačne izzive. In Liljana takole sprašuje: kako veš, da si neka zveza zasluži še eno možnost? No, glavno vprašanje je, kako z vso zmedo v glavi in bolečino v srcu priti do pravih odgovorov in odločitev. Draga Liljana, dokler v glavi vlada zmeda, je res težko sprejeti prave odločitve. Kar pomeni, da je najprej potrebno to zmedo umiriti, urediti. In tisto, kar je pomembno v takih primerih, je, da si dovolite, da se umaknete. Da si vzamete ali vikend zase, ali dan zase, da greste nekam, najboljš v naravo, zato ker narava je čudovit čistilec, in da razmislite oziroma si dovolite začutiti vso tisto bolečino, ki jo imate, da jo pogledate, da se z njo soočite, in ta vam bo razkrila, česa vas je strah. Česa vas je strah v prihodnosti, česa vas je strah morda v tej zvezi, in ko boste počistili te tudi strahove, to zmedo, takrat bo odgovor prišel veliko bolj jasno. Zdaj, vsaka zveza, vsak odnos je na nek način unikaten in vedno sta potrebna dva za to, da zvezo naredita ali pa zašuštrata. Tako da tukaj je zelo težko reči, kdaj je tista prav trenutek. Vsekakor takrat zveza nima več prihodnosti, ko ni več nobenega zaupanja. Zveza takrat nima več prihodnosti, ko nimata več nobene skupne vizije, ko si nimata res kaj povedati, ko enostavno je vse skupaj bolj mrtvo kot živo. In takrat je potrebno biti iskren sam do sebe najprej. Brez tega, da ste iskreni sami do sebe, ne morete biti iskreni do svojega partnerja. Tako da, kadar se soočate s takšno situacijo, da ne veste kam in kako, bodite iskreni sami do sebe, kaj vas moti, kaj si želite, kaj pričakujete, česa nimate, kaj imate, kaj cenite, kaj ne, in predvsem pa naj vas strahovi ne ustavljajo. Jaz, ko največ delam pravzaprav z ženskami, ki pridejo k meni po že zaključeni zvezi, kako to spustiti in pustiti za sabo in si odpreti nove možnosti, ali pa tam v tisti vmesni fazi, ko se še odločajo. In tisto, kar je res najbolj pomembno, je iskrenost do sebe. Brez tega ne morete sprejeti odločitve. Vem, da je to en tak bolj generalen odgovor, ampak konkretno biti iskren sam do sebe ni prav nič posplošeno in vsak sam zase ve, kdaj je iskren do sebe, in takrat, ko je iskren do sebe, je potem tudi do nekoga drugega. So pa danes točno takšne energije in tudi cel teden nas bojo še nekako spremljale, da res pustimo za sabo stvari in se odpremo novim možnostim. In dajte pogledati, če ostanete v točno takšni situaciji in se ne spremeni,
še naslednjih 5 let, 3 leta, 1 leto, koliko časa boste še zdržali v takšni situaciji. In če se odprete novim možnostim, česa vas je strah in kaj je za tistim strahom. Se pravi, če me je strah stopiti na neko pot, kam pa želim priti, kje je moja vizija. In če imam vizijo dovolj trdno, potem tudi s strahom ne bo težav. Tako da to bi bilo za ta teden to. Želim vam en čudovit, energetsko poln teden novih možnosti, novih priložnosti in se vidimo ponovno naslednji ponedeljek. Čau, čau.